Mi se nekako srečujemo vsakodnevno na terenu s posamezniki in z našimi zavarovanci in nekako smo spoznali, kot pravi rek, da umetnost bogati tako drugače, da je veliko med nami tistih, ki imajo svoje talente in imajo svoje želje in cilje, da svoj življenjski opus, če temu tako rečejo, predstavijo širši javnosti. In danes smo veseli, da gostimo dr. Sokliča s svojim življenjskim opusom. Koliko razstav ste pripravili že v letošnjem letu? V letošnjem letu smo predstavili 3 razstave, v decembru zaključujemo s 4. Dr. Peter Soklič, težko bi rekli, da je on običajen ljubitelj ali pa amaterski slikar, namreč likovna umetnost ga spremlja že več kot pol stoletja, zadnjih 5 let recimo se je odločil intenzivneje razstavljati, v predhodnem obdobju pa je zelo intenzivno poglabljal svoje likovno znanje, celoten razvoj moderne umetnosti mu je brez dvoma zelo pred očmi znan in tako, da lahko izrablja ali pa črpa prav iz tradicije abstraktnega slikarstva. Skratka, slikarstva, pri katerem je že malce pretrgana vez s predmetnim svetom, ampak ta, predmetni svet se še vedno pojavlja morda v odsevih, v kombinacijah likovnih elementov, v barvah. Skratka, gre za slikarja, ki uporablja abstraktno, likovno govorico, da govori pač o svojih občutjih, recimo ob soočenju z motivom gorskim svetom. Vemo, da je tudi bil udeležen številnih odprav po visokogorskem svetu, pa potovanj po celem svetu. Skratka, zanimiv, kvaliteten, tudi samosvoj likovni ustvarjalec. Čim je poanta te vaše razstave v Zavarovalnici Triglav? Ja, bi rekel, da je to izraz občutij, izraz tistih trenutkov, ko to nastaja, asociacij tudi na posamezne stvari in obdobja svojega življenja. Kakšen navdih vas spremlja, ko se odločite, da boste pač nekaj naslikal? To pride znotraj, to je, bi rekel, ene sorte nagon, en občutek, zdaj pa moram nekaj ustvariti. Kakšno tehniko uporabljate pri svojem delu? Olje, delno tudi uporabljam sneg, led, pobarvam, potem pa čakam, da se to zliva med sabo, malo kanaliziram, kako naj se zliva. Najpogosteje slikate? Najpogosteje pravzaprav gore, ja. To so slike, ki jim jaz pravim poetični realizem, kjer se še vidi točno, kaj pravzaprav je na sliki, kaj je namen, ampak slike, ki jih pa tukaj vidite, so pa precej abstraktne. To je pa zdaj nekaj časa, pač to delam bolj.